Najprej s priloženo napravo preverimo, ali je naša vtičnica pravilno uzemljena. In če je pravilno uzemljena, se bosta pojavili dve zeleni lučki. Če se slučajno ne, vedno obrnemo napravo še na glavo in preverimo, če se slučajno v tem primeru posvetita dve zeleni lučki. Če vse je ok, to se pravi ali prav obrnjeno ali na glavo obrnjeno, je ok. V primeru, da se ne posvetita dve zeleni lučki, pomeni, da vaša vtičnica ni pravilno uzemljena in v tem primeru imate dve možnosti. Ali najdete drugo vtičnico s pravilno uzemljitvijo ali pa v skrajnem primeru napeljete uzemljitev direktno od zunaj, kar pomeni, da zapičite železno palico v zemljo, napeljete okoli palice kabel in ga povežete direktno z vašo ozemljitveno rjuho. In zdaj smo namestili našo blazino na posteljo. Kot vidite, vodoravno. Toliko je dolga, da jo lahko lepo zatlačite ob strani in priklopite jo z zatičem na ozemljitev. In potem ta kabel gre lepo v vtičnico, kjer še enkrat je priklopljena samo na zgornjo in spodnjo enoto, to se pravi tu, kar pomeni ozemljitev in ne na elektriko, tako da vas ne rabi nič skrbeti. Evo, in smo, dejansko je postelja ozemljena. Ok, blazina je zdaj skrita od spodaj pod navadno rjuho. In zdaj, če se pa jaz uležem na ozemljevalno blazino, kakšna je dejansko moja napetost? Skoraj nič, 0,014 volta. To se pravi, skoraj popolnoma sem ozemljen. Popolnoma nikoli ne moramo biti ozemljeni, razen če stojimo bosi zunaj na zemlji, lahko pa skoraj na nič izničimo vso to sevanje in se dejansko ozemljimo in zmanjšamo voltažo in napetost v našem telesu. In ozemljitvene blazine so prav zato narejene, da nas ponoči, ko je najbolj pomembno, obvarujejo teh sevanj in je naše telo ozemljeno. Ker v naravi bi mi spali kje? Spali bi na neki slami, na nečem mehkem in bili bi v stiku z zemljo. In ozemljitvena blazina nam omogoča, da tudi ko spimo, smo popolnoma ozemljeni in popolnoma v stiku z zemljo, kar pa preprečuje mnoge zdravstvene težave.